Včeraj bankomati, jutri zdravstvene ambulante. Podeželje je dvigovalo glas, ko so zapirali pošte, banke, bencinske črpalke, umikali bankomate. Danes so na udaru najšibkejši, tisti, ki ostajajo brez zdravnikov. Iz zdravstvenih domov na podeželju prihaja skrb vzbuja informacija o tem, da je zaradi pomanjkanja zdravnikov ogrožena osnovna zdravstvena oskrba prebivalcev. Posebej odmevno dogajanje v zdravstvenem domu Tolmin, kjer visi na nitki nujna medicinska pomoč. Na robu zmogljivosti so tudi preostale dejavnosti. Od 11 ambulant družinske medicine jih je namreč zaradi pomanjkanja zdravnikov trenutno delujočih le 5. Nujna medicinska pomoč so reševali z zunanjimi zdravniki. Inšpekcija pa jim je prepovedala delo preko espeja, je pa dopustila podjemne pogodbe. Se razumemo, prepovedala jim je delo preko espeja, dopustila pa je podjemne pogodbe. Edina razlika je administrativna. Zaradi neživljenjskih omejitev bo ta birokratski salto zdravstveni dom Tolmin stal 70% več. Delali bodo isti zdravniki, enak obseg in za enake storitve. Na to pa v Novi Sloveniji ves čas opozarjamo, da vladna politika na področju zdravstva ni dobra, da način reševanja zdravstva po koalicijsko prinaša višje stroške, več denarja, manjšo dostopnost in manj opravljenih storitev. V Tolminu so torej nevzdržne razmere in na to opozarjajo že dalj časa. Vsako leto jih še poslabša množični adrenalinski turizem. Prav tako poudarjajo, da lahko njihove težave z urgenco hitro postanejo težava celotne regije, saj se bo povečal pritisk na urgenco v šempetrski bolnišnici. Upravičeno jih skrbi, kaj bo prinesla nova novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo mimogrede ravno danes obravnavamo v Državnem zboru. Če bodo primorani prekiniti sodelovanje z zunanjimi sodelavci, izvajalci, ljudje v Posočju kmalu ne bodo več mogli do okulista, rentgena, ultrazvoka, ortopedije, nevrologije, medicine dena. In se pošteno lahko vprašamo, ali je to cilj koalicije, ki z očitno z današnjim predlogom zakona, ki ga tukaj poslušamo, v bistvu njih potiska v roke zasebnikov. Občina Tolmin je v zadnjem obdobju nove zdravnike poskusila pridobiti številnimi ukrepi, od zagotavljanja službenih stanovanj do avtomobilov in štipendij, a žal neuspešno. Podobne težave imajo tudi v zdravstvenem domu Idrija. Zaostrile so se po valu upokojitev. Veliko oteževalna okoliščina je odmaknjenost območja, kar se pravi podeželja, izven centrov mest. Tudi v Idriji so poskusili številnimi spodbudami za privabljanje novih zdravnikov, tudi iz tujine. Med drugim so jim ponudili stanovanje. Tudi tisti, ki so prišli, pa so bili tam le začasno. V nujno pomoč zdravstvenega doma Idrija se vključujejo zdravniki, ki imajo svoje ambulante, torej čas namenjajo oziroma ta čas torej niso dostopni za svoje paciente. Na območju občin Idrija in Cerkno je bilo konec lanskega leta tako brez izbranega zdravnika 2337 ljudi oziroma kar petina tistih, ki jim pripada to, ker so zavarovani. Kompleksno težavo so skušali rešiti z nadomestno ambulanto, kamor so vključevali vse razpoložljive zdravnike. Pacienta je vsakič obravnaval drug zdravnik. Podaljšal se je čas obravnave, povečalo tveganje za zdravniške napake. Zamrla je preventivna dejavnost. Zato so na slabšem predvsem kronični bolniki, ker torej pomeni slabše življenje zanje in večjo obremenitev za javne izdatke. Zato so letos nadomestno ambulanto zaprli. Čeprav so naknadno dobili odobreno ambulanto za neopredeljene, ta ni dobila sredstev za polno delovanje. Znova so naleteli na staro težavo, pomanjkanje kadra. Direktorji zdravstvenih domov širše severnoprimorske regije so sestavili obsežne predloge za izboljšanje stanja na področju izbranih osebnih zdravnikov. Pričakujemo, da jim bo ministrstvo prisluhnilo in to v čim krajšem času. S podobnimi situacijami kot v Idriji in Tolminu se soočajo tudi drugi zdravstveni domi
po Sloveniji, predvsem zdravstvenimi domi, ki delujejo na podeželju. Danes je to težava podeželja, brez ukrepov pa bo to postala težava večjih regijskih središč, ki bodo morala prevzemati paciente iz odmaknjenih krajev. To bo še podaljšalo čakanje in še dodatno otežilo dostopnost. Nenazadnje pa to pomeni tudi velik pritisk in obremenjenost za zaposlene. Zato v Novi Sloveniji vlado pozivamo, da ukrepa. Pozivamo k krepitvi zdravstvene oskrbe na podeželju. Pozivamo, da denar sledi pacientu. In glede na strokovne ocene pričakujemo, da bo noveliran zakon o zdravstveni dejavnosti dostopnost še dodatno otežil. Zato koalicijo pozivamo, naj zakonske novele ne sprejme. Hvala. Glejte, že sama ministrica oziroma oba ministra, tako minister Boštjančič kot tudi ministrica Prevolnik Rupel, sta dejala, da je zakon podvržen ustavni presoji in da naj koalicija razmisli. Lahko rečem, da danes na razpravi vidim, da tudi koalicija ni enotna glede podpore omenjeni noveli. Glasovanje ne bo jutri, ampak bo preloženo na prihodnje tedne. Pričakujem vendarle nek trezen razmislek, da zakon ni dober in ne rešuje nakopičenih težav v zdravstvu in da s tem, ko bojo šli iz stališča moči, ker moč imajo, ker imajo dovoljšno število glasov, bojo vsem bolnikom, vsem pacientom, nenazadnje pa tudi zdravnikom povzročili velike težave. Že napovedano to, da bo z novelo zdravstveni sistem za njihov, mislim, da je dovolj, da so lahko prižgane vse rdeče luči in alarmi, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih.